Mesec dni nazaj smo vas šokirali z novico, da se seliva na Novo Zelandijo. Odločitev, ki seveda ni bila lahka, ampak o tem smo se pogovarjali že v prejšnjem vlogu. To je bila tudi odločitev, ki je še niso povsem ponotranjena. Ne sedaj, kaj šele takrat, ko so dobila delovni vizij za to čudovito deželo. Zdaj sem gledal doma prišel in le takva sem dobil na telefon. A vi vidite to? Shit, moram kujti sin. Sinek, a sinek. Oče je doma. Le kaj sem dobila, Kaj smo dobila? Na 5 notno. Ti brez. A si Novozelandčan? Ja, sem zate, pa ne vem, a si? Ja, ne vem, a sem. Ja, upam, pa hit pogledam. Grem pogledat, na. Tudi jaz sem Novozelandčan. A si Novozelandčan? Novozelandčan. A si kaj vesel? Ja, čist sem vesela. Ej, Pingo, čez 1 let pa noš več kle očitno. Ja, očitno res ne. Čist noro. Se po moje ni še čist zadel tole, ampak neč nekaj novo izkustvo, ne vem, pač tako, what? Noro. Važno, da so skupaj, no, ne? Jo. Kar malo jokala. Nič ni treba jokati. Ja. Je prelomnica v življenju, ki sva jo seveda morala predati tudi najinim prijateljem in najbližjim. Še ne. Nova Zelandija. Ja. Res. Ja. Zakon. Ja, kaj taki bi obirati? Silva se v tujino. Kva? Kar to. Najbolj Slovenije, kar je možen. Prav tako za full time. Avstralija. Še dlje. Še dlje. Še dlje kot Avstralija. Nova Zelandija. Ja. A res? Ja. Ne, res. Vsak Ja. čas. Ne full time, no. Kaj drugače? Vem, pa klopo tudi ne. Kam gre? Avstralija. Ja, Nova Nova Zelandija. Še dlje. Nova Zelandija. Nova Zelandija. Ja. Pravijo, da če v Sloveniji luknjo zvrtaš, prideš na Novi Zelandiji ven. Da sta pa vrta začela. Tako da pa je važno od Slovenije, kar je možen. Druga zraz. Ja, ne, ni joke, no, greva za 1 leto delati na Novo Zelandijo. Okej, za 1 leto, okej. Zdaj se pomiril. Okej. A greš tam nekaj Ja. A greš na Novo Zelandijo? Ja. They're going to New Zealand. Really? Yeah, for the working holiday visa. No, we already have the visa. Dlje kot Avstralija. Je Nova Zelandija, pa sem še. Ja. A res? A ste že vse papirje, to mata ali... Ja, viza mava, ja. Zaprosila sva ja za delovni vizi in sva oba dobila odobrene. Nova Zelandija. Ja. A res? Ja. O, vrhunsko. Kar v redu. Kdaj pa? Po poroki takoj. Oktobra. Oktobra, ja. Praktično 1 mesec po poroki, ja. O, čestitke. Če se to čestita, no. Ja, vse, po mojem vse. Ja. A res? Ma kam? V Novo Zelandijo. No, več se svoj. A kljun pravke, gor? Le. Tukaj sem. Ma čakali, moji. A tu je na drug konc sveta. Ja, dobesedno, ja. To je najbolj daleč, kar je možen. 12 časovnih pasov. O, šmenta. In kako ste prišli do te odločitve? In kdaj gresta? 5. oktobra. O, Malo po poroki. ma dej, halo, no lej, spet sem se v kuriku. O, mati božja. In ta prelomnica v življenju se začne danes, s tem vlogom. Ja, pot do Nove Zelandije je ful dolga in midva sva se odločila, da le to razdeliva na pol in narediva malo daljši postanek v Aziji. Namreč odpravila sva se iz Zagreba do Bangkoka, pač na Tajsko, kjer imava poročno potovanje za neke 3 tedne. Potem poletiva naprej do Malezije, do Kuala Lumpurja
in pač tam so dobila ful ugodne lete za Novo Zelandijo, pač letiva do Aucklanda s prestopom v Sydneyju. Tako da pred nama je kar 6 avionov, tale oktober bo za naju zelo pester, veliko bova videla in pa ja, greva na medene tedne. Ampak vrnimo se nazaj na začetek, na najino selitev iz stanovanja in obdobje, ko sem mogla cel life spakirati v 2 kovčka. Situacija je bila kar resna. Velik projekt je, da se moraš preseliti v drugo stanovanje, ampak čist druga pošast pa je spakirati v svoj life v 2 kovčka. Ampak preden sva se sploh lahko lotila pakiranja v kovčke, sva morala vse ne samo preseliti k staršem na podstreho, ampak tudi posortirati v škatle, saj bodo vse te stvari 1 leto stale. Če rečeva, da je to dolgotrajen in mukotrpen proces, sva zelo skromna. Na srečo pa so nama na pomoč priskočili družina in prijatelji in so nama pomagali tako ali drugače. Evo, imate sred ceste zlagati cune? Jaz sem pa tako srečna, ko mi notri od cun zlagati. Zdravo so! Evo, naša Cindy se že pripravlja za van life v Novi Zelandiji. Prvič voz kombi. Evo, po ju šlo. Kaj ti voznik? Ja, vleč zakon tale kombi. A je v redu vaza? To si visok, sam nazaj neč ne vidiš. Preživeli smo. Boš lahko na Novi Zelandiji vozilo? Seveda, tam bom imela še večjega. Daleč od tega, da je vse rožnato, vam pokažem trenutno situacijo doma. To sta sam 2 omari. Daleč od tega, da je to cel stanovanje. Kaj Ponč? A bo? Si že kaj premislil? Ura je 11 večer. Jaz bi že spal. Mava to, Ponč, mava to. Te pozne ure so naju spremljale praktično cel mesec, saj je bilo poleg selitve treba urediti tudi papirologijo za Novo Zelandijo in kar nekaj opravkov tudi v Sloveniji. Tukaj urejava mednarodno vozniško dovoljenje, pa zavarovanje za tujino, tudi slovensko telefonsko številko sva imela kar nekaj težav. Tudi tole menjavanje številke ni tako enostaven. Nič ni enostaven, česarkoli se lotiš, imaš problem in zagate. Ja, sploh nisem vedela, v bistvu problem je zdaj obdržati svojo matično številko, glih zaradi tega, ker imaš, ne vem, potrjevanja, verifikacije, ne vem, za banke, za razne storitve, ki jih imaš, tudi Facebook recimo, karkoli kaj takega. Ker ja, bi bilo fajn, da imaš pač osnovno številko, da ti kaj pošilja. Zdaj, ali to prestavljaš na drugo številko, kar tujo, kar zna biti problem, ali pa ja, midva sem mislila, da bi obdržala osnovno, sam ne, ker po zakonodaji, če si več kot 4 mesece ven iz iz matičnega omrežja se začnejo računati penali in scene, tako da moraš naštudirati zdaj točno, kaj bo naredila, pa kaj se finančno najbolj splača. Če koga glih zanima, kaj so midva naštudirala, zdaj ena varianta je, da vzameš od Telekoma Voice over Wi-Fi varianto, pač na nekem klasičnem paketu, ker edino oni to v Sloveniji ponujajo, ali pa to, kar bova naredila midva. Imela bova vzporedno 1 mesec slovensko in novozelandsko številko, tako da si pač vse stvari preneseva na novozelandsko številko, potem pa bova slovensko številko dala na mirovanje. Enostavno pač finančno se ne splača imeti. Ko je bilo vse to pod streho, pa sva se končno lahko lotila pakiranja v prej omenjena slavna kovčka. Ja, pakiram za 1 let. Mislite, da vem, kva sabo vzeti, pa za vse 4-letne čase. Ja, bom pakirala, da grem za 2 tedna na Tajsko, pa bom pa dodala še magari 2 dolge hlače, pa 2 jopi. A bo v redu? Dosti dober plan po mojem. Ker če si to logiko daš v glavo, je veliko lažje pakirati, ker če imaš v glavi, moram spakirati za 1 let, kar je pač nemogoče, pa nemogoče je vse predvideti. Zdaj sva se pa zamenjala, ker pač v spalnici ni dosti placa, da bi oba pakirala naenkrat. In zdaj naš Ponč klele pakira. Ne pakiram, obupujem, ne pakiram. Kaj Ponč? Temu ne moreš reči pakiranje, ker to je samo obupovanje. A ti gre? Ne! A imaš slučajno že poln kovček? Skoraj. Pa še polno posla.
Kaj pa zdaj? Až doma ostal? Ne, to pa ne. Hej, dober. Minimalistično življenje, Punč, minimalistično. Že tako malo ogromne kovčke. Težko je spakirati cel svoj življenje v en kovček. Težko. Čas je za najbolj stresen del. Ruzak je drugač sam 3 kg pretežek. Ampak se ta gre na avion skupaj z mano, se ta nomben tehto, a ne? Kovček na drugi strani. Kovček je pa sam 3 kg pretežek, s tem, da ni šel vse noter. Očitno bom mogla še enkrat pakirati. Ena hitra podzgodba. Nama je potem sicer uspel spraviti obema iz 28 na 25 kg prtljage, ampak šele v 3. poskusu po 3 urah mučenja doma, en večer pred odhodom. Je bilo pa potrebno veliko odrekanja. Ja, se veste, tole pakiranje je zelo naporno. Ampak še več, kot to se veste, pa nama nikoli ne more iti nič gladko. In pred potovanjem nama je crknil še Bluetooth zvočnik. Ampak dobra novica, v bistvu se je javno podjetje Lamax in nama poslal v ceno en njihov Bluetooth zvočnik, ki bo zdaj nadomestil najenega ta starega, da sprobava je v redu ali ni, kaj še sploh je in bi vam ga rada predstavila. Ampak preden ga predstava, dajmo ga skupaj odpreti, ker je še čisto zapakiran. Z vsem pakiranjem in urejanjem stvarmi pred odhodom nama zvočnika ni uspelo dobro spoznati že doma, zato pa je z nama romal na Tajsko, kjer smo preživeli nekaj kvalitetnega časa skupaj. Zvočnik je kljub svoji lahkosti izredno zmogljiv in ima vse prednosti, ki bi jih od tovrstnega zvočnika pričakoval. Vodoodpornost, dober domet, se pravi do nekje 18 metrov, baterijo, ki zdrži do 12 ur in celo mikrofon, tako da ga lahko uporablja za kakšne zoom klice, kar je bilo prijetno presenečenje. Zraven zvočnika prideta še 2 kabla, USB-A v USB-C ter AUX v AUX, tako da imaš obilico možnosti, odkot predvajati glasbo. Da ne omenjava, da ima celo režo za microSD kartico. Kar se kakovosti zvoka tiče, pa ima dobre in slabe lastnosti. Dobre je res odličen bas. Sam poglej, kako ga predstavlja po mizi, ki je na polni jakosti. Vendar, kar ima viška pri basih, pa mu pri srednjih tonih mogoče malenko zmanjka. Ampak to je zgolj najino mnenje. Meniva, da je odličen nakup za vsakega, zlasti, ker ima res dobro razmerje med kvaliteto in ceno. Več pa najde spodaj v linku v opisu. Jem pa kar enega vinčka si natočila, ker z nama ne more iti, ga je treba spiti. Se nekaj zmanjkalo. Iz če sem pa pila? Kaj je zdaj to? Vse kozarce ste mi odnesli, ta zadnjo nočko sva tukaj. Ja, ne vem, plastika. A zdaj bom pa kar študent mogla piti iz tega le fruktala. Dobar, da imamo še 2 kozarca kle. Kaj, Ponč? Imaš 30 let? Ne, nekaj boljšega. Na majci ti piše 30. Ja, ne. Pa za vse, ki vas je skrbel na storiji, Bumbar nav še z nama. Bo še z nama. Sem Bumbar 2.0. Ja, zdaj je šel v srednjo šolo, pa rad malo več opreme, pa malo več stvari, a ne, pa je malo zrasel, pa tako, no, uči se, a ne, tako da, teenager je zdaj. Teenage Bumbar, to bo pa težko sabo vzeti. A misliš, da bo tečen? Po divjam bo? Ne, prav fajn bo. Joj, sam 4 dni pred potovanjem si o mnoga dronov misli. Fino. Dobro, da je prišel pravočasno. Ja, to pa res. To je bilo pa že tako malo. Tako, fletne stvari so prišle k koncu, čas je bil za manj prijetne. Končno dan odhoda in poslavljanje. Se bo treba poslavljati, to je najbolj grozen. Ti naš kovček. Ona piše poslovilne stvari tlele na Instagramu, pa cela objokana.
Moram čim prej tole objaviti, čim prej tole konc. Zdaj bi pa skoraj v Zagrebu ostala. Se pravi, prvič v življenju sva kupila enosmerne letalske karte in ja, ko sva prišla na check-in v Zagrebu, nama je pač gospa rekla, ja, kje pa imate povratne karte iz Tajske? Pač vi morate zapustiti Tajsko in mi dva, ja, naprej greva, se pravi, na Novo Zelandijo. In pa sva mogla pokazati vse rezervacije, vse papirje. Tako da ja, ni fajn, če nimaš povratnih letov. Tale prizor vam je pa znana, ne? Tale ogromen medved sredi letališča. Pravkar sva pristala na najnem neslavnem Doha letališču, se pravi Hamad International Airport. In ja, spet imava 9-uren pristop in tokrat sva se dejansko ful bolj opremila in sva se oblekla. Tako da zdaj bolj najo nav, Arabci najo navjo prehladili, tako kot nazadnje, a ne? Ja. In pa zrihtala so si, da bo šla lepo v ložo. Zdaj, če vas zanima, kaj se da na tem letališču vse početi, oziroma še bolj pomemben, kaj se lahko pogledate v Dohi, v glavnem mestu Katarja, so pred enim letom naredila vlog in se vam bo zdaj nek pokazal in povezava ali pa spodaj v opisu, pa si pa to pogledati, poveva vse, kako priti do mesta, kaj si pogledati, v glavnem en tak super vlogec je. Na lov za Oakhartom. Prejšnjo leto sva namreč tukaj najdla en prav poseben rum od Bacardija, ki so ga v celem svetu nehali izdelovati in ga ne moreš več dobiti. Ampak lansko leto nam je ful presenetil, pač vsi vemo, Katarci ne pijajo alkohola. Tako da ja, jim je pač Oakhart ostajal in doma sva rekla, ne bova nič alkohola kupala za razkuževati, ker bova v Dohi kupila Oakharta. In gremo pogledati, če ga dejansko res še imajo. To pa je ena sama sreča, a? Kaj ne rečem, jaz sploh nisem dvomila v Katarce. Evo ga, zadnje flaše na celem svetu. Ena. Ja, ne vem, če si povedala prej, da je v bistvu ta ven iz prodaje in so začeli delati druga, ki pa naj bi bil nadomestek tega, ampak ni isti. Nisva oba istočasno testirala in tudi približno nista ista. Pa malo razvajanja v salonu. Nekaj moramo narediti. Činkolo binkolo. S tem kadrom se midva tudi poslavljava. Naju čaka samo še let do Bangkoka, tako da če bi nam rad sledil na najinem potovanju po Bangkoku, daj klika nun, naroči se gumb in boš z vsem na tekočem. Tako da, nič, se vidimo na Tajskem oziroma potem na Novi Zelandiji. Čau, čau!